Spoštovani, očitno opažate so časi na televiziji nekoliko drugi. Ravno kar me je Grims poklical je rekel, ja, ne se boš se kaj loto RTV-a, no, 24 vlogo, da boš to bando razjebal. No, jaz se govorim tisto, kar je pač Branko rekel. Lepo je rekel Branko, se rekel, zakaj bi se loto RTV-a, se že imate kadunca. Tako da se verjetno RTV-a ne bom lotil, ker stvar odmira sama po sebi. Je pa res, da bom gospodu Hribarju dal besedo, ko bom sam hotel. Časi vas bomo, prime minister, vas bomo povabili v studio takrat, ko bomo mi rekli. Zdaj ste pa vi prišli, naslednji studio ob 17. boste prišli. Jaz bom prišel takrat, ko bom sam hotel. Si bom sam zbral termin. Če bojo kmetijski nasvete, šel na kmetijske nasvete. Če bo treba brati o smrtnici, bom bral o smrtnici. Nočni program, če bo treba govoriti o A-vitaminu, ki dobro deluje na telo, pač pišel nočni program. Če bom vodil infodrom, bom pač vodil infodrom, ker me zanimajo, kako v osnovni šoli Sostra deluje likovni krožek. To me nekdaj zanimalo, samo vi, režimski mediji, tega niste nikoli poročali. Osnovna šola Vuhred, recimo, imajo lepljenko in je učencu 6. razreda osnovne šole zmanjkalo unih kvadratkov in ni do konca naredil, vi niste o tem nič poročali. Kaj je bilo v vrtcu, ki se je zgodil, to je bil vrtec Lisičke v Ambrusu. To je en otroček dobil čokoladno mleko brez čokolade, a ste kaj poročali o tem? Niste. Tako da si bom jaz to dovolil. Najprej da povem, začenja se že naborniški sistem. Vsi tisti, ki so bili borci za Slovenijo in ki niso začeli vrednot za osamosvojitve Slovenije, grejo še enkrat na usposabljanje. Vključno z vašim šehom Hribarjem. Se je hvalo, da je v Medvejku en teden pijan ležal in čakal, da mu pripeljajo gajbo pera. Mi smo to vse zabeležili. Imamo tukaj posnetek, ki ga je Katona. Evo, bom prebral. Vaš šef oddaje Radio Gaga, gospod Aleksander Hribar, dne tega in tega, rojen 1001 posvojen iz tega in tega. To je Šarc. Aha. Evo, Aleksander Hribar, dne tega in tega na Medvejku. Z njim vikar Plut, župnik, organiziral mašo. Kaj je Hribar rekel, zakaj so organizirali mašo? On ni govoril, da so mašo organizirali zaradi tega, ker je možnost, da bo kdo preminil v napadih jugoslovanske armije. On je mašo bral zato, ker je dobil vesilo, da bojo pripeljali še 2 gajbe, še 2 kamiona pera. In je vikarju Plutu rekel, tega ne bomo zdržali. Že zdaj komaj stojimo. Tako je on doživljal osamosvojitev. Torej, vsi te, ki ste veteranov vojne za Slovenijo, greste še enkrat na usposabljanje. Povemo, evo, tukaj imamo Frank Koco pa Slavko so že na Krimu. Bivši veterani. Se neki hvalijo, kakšni borci so. Zdaj le bojo čovn vlekli na Krim, so že s čovnom na Krimu, pojďte pogledati. Mi moramo biti močnejši od Jehovih prič. Če naša vojska ni nič vredna. Zdaj pa še nekaj skrivnosti. To beremo na režimskih medijih, na naši mediji, v Demokracija in Nova in to naprej, da s tem Kučanom, pa forum, pa te 500 podpisniki. Zadeva je zelo preprosta. Jaz se s Kučanom dobivam večkrat. Večkrat Štefka povabi na kavo. To je čisto normalna komunikacija, ker se je treba pogovarjati. Tukaj je psihologinja Ifigenija, kateri večkrat hodim. Zvečer. Z Urško greva, težave take, ko vsi zakonci. Je reka, Ifigenija, pogovarjati se je treba. Samo pogovor reši. Nobene nesramnosti, nobenih tweetov nesramnih, nobenih unih insinuacij, ti si ta pa ta. Kako je pri Kučanu? Je pa pač malce težje, je. Jaz doskrat pridem k Kučanu in on reče, kako si kaj jajo. Jaz rečem, žvepleni, mislim, da kar bo. In že vidim, da mu ni to všeč. Nakar on meni reče naprej, no, Jajoslav bo še en čaj spil. In jaz rečem, morgal škrat, če ti ga bo žena dala in meni dala, bom pač spil. In pa prav enkrat, prav deva se nekaj zmeniti. Da ni mi treba govoriti, da sem žvepleni. Sem rekel, ti mi tega govori, sem jajo. In mi reče, Jajoslav. Sem rekel, prav. In sem spet nazaj rekel, morgal palc. In prijem prav, dobro, če že ne moreš reči moje ime,
ni treba Murgel pač zdaj samo škrat. Rekel, ne, to polovično pa jaz ne bom delal. Škrat ti pa ne govoril, ti govoril Murgel škrat ali pa ne. Se on zmenil, da mi je pač govoril jajo. Zdaj so pač jajo pa Murgel škrat. To je doskrat dobiva. Ta prva novost, ki jo uvajam, vi dobro veste, sem šel v Indonezijo, pogledal so samo 4 moška imena. Wayan, Putu, Noman pa Madej. Samo ta 4 imena imajo. Če pa peti otrok pride, je pa spet Wayan drugi. Tako da bodo zdaj samo 4 moška imena dovoljena. Ivan, Janez, Jajo, Jajoslav. Če bo 5 otrok, bo naslednji Ivan drugi. Stvar je rešena. Otroci. Prim se pogovor, otroci so naše bogatstvo. Mi rabimo več otrok kot 3-4, če hočemo narod nadaljevati. Torej do 5 otrok bodo dodatki. 6. otrok, ki ga imate, dobi avtomatično Prešernovo nagrado. Takoj, ko se rodi. Če boste imeli 7 otrok, dobi Borštnikov prsten. Če boste imeli 8 otrok, dobi Ježkovo nagrado. Napredne nagrade se mu pa pač poimenovali po meni, po Brankotu in tako naprej.